Dober dan, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na prvi tiskovni konferenci Slovenske matice v letu 2023. Predstavljamo še knjige z letnico 2022, ki so izšle v lanskem letu, vendar smo se odločili, da predstavitev naredimo v začetku tega leta in na tak način tudi počastimo uspešno leto 2022 za Slovensko matico. Prvi podatki kažejo, da je Slovenska matica v preteklem letu dosegla tudi rekordno prodajo v svoji zgodovini, kar tudi ni v tem času zanemarljivo. Vsekakor pa veliko bolj kot številke in finance je pomembna kvaliteta. Vsebina, ki jo Slovenska matica ponuja na slovenskem knjižnem trgu. To je od njenega nastanka, 4. februarja bomo se spominjali 159-letnice ustanovitve Slovenske matice in od njenega nastanka dalje je Slovenska matica tista, ki seveda ne gleda samo na profit, ampak predvsem na to, da v ta prostor prinaša knjige, ki se dotikajo temeljnih vprašanj slovenstva, naše narodne identitete, tega prostora, kulture, zgodovine in seveda tudi umetniških kvalitet, ki v tem prostoru nastajajo, torej tudi leposlovje. Na tak način obujamo številne zbirke, ki jih je Slovenska matica v svoji dolgoletni, več kot 150-letni zgodovini imela in tudi v letu 2023 načrtujemo, da bomo obnovili še eno izmed njih, zabavno knjižnico. Ampak o tem na prihodnjih tiskovnih konferencah, ko bomo začeli predstavljati program 2023. Danes pa najprej v prvem sklopu predstavljamo, zakaj ta prostor je prilagojen 19. stoletju in premajhen seveda za vse številne knjige, ki smo jih v zadnjem obdobju izdali. Bomo predstavitev naredili v dveh sklopih. V prvem sklopu predstavljamo 3 knjige, in sicer monografijo slike akademika Andreja Jemca, ki je nastajala skoraj 10 let, biografijo Obris mojega časa Aleksandra Basina in zbornik o slovenskih medijih v Italiji, nekoč in danes, ki je nastal v osnovi posveta, ki se v letu 2021 odvijal v Slovenski matici in ki ga je uredila Nadja Lončevnik. Zdaj pa, ker imamo obsežno knjižno bero, dovolite, da najprej seveda se obrnem na akademika Andreja Jemca, lepo pozdravljeni, in predstavili bomo vašo monografijo slike, življenjsko delo, ki obsega izjemen opus. V tej knjigi je predstavljenih, ki obsega 440 strani, je predstavljenih 325 barvnih reprodukcij, pa 169 črno-belih fotografij in zajema obdobje od leta 1949, ko je akademik Andrej Jemec obiskoval zadnji letnik nižje gimnazije, pa do leta 2021. Knjiga tudi po svojem obsegu pričuje o izjemno pomembnem opusu, ki tako rekoč zaznamuje slovensko slikarstvo, povojno slovensko slikarstvo, sodobno slovensko slikarstvo. In akademik Jemec, prosim vas, da morda tudi vi nam ponazorite, kako ste se odločili za izid knjige, za izdajo te knjige, kako je nastajala. Sama sem se namreč vključila v pripravo v zadnjih letih. Izvolite. Hvala lepa vam, gospa dr. Ignacija Miljarčeva. Zgodba je dolga, jo bo zelo skrajša, umije se na nekaj stvari in bi rekel, da z ozirom na to, kar je bilo povedano, da je knjiga nastala več kot 10 let. Zaradi različnih razlogov, nekaj bom omenil, ampak zavezanost nekemu poštenju, pravičnosti, intelektualnemu poštenju z ozirom na naslove, znotraj katerih delujemo, človeka sili, da 3 recimo
že obnašanje podatkov ali pa iskanje datiranja in tako naprej zelo na ta način. To je vzelo veliko časa. To samo za uvod, zaradi tega, ker seveda zgodba je začenjena tam nekje, če grem samo na knjigo. Po 2009 smo se našli skupaj v Ljubljani, dr. Tonko Marojevič, dr. Milček Kumen in Niko Grafnauer. Trije pesniki, tudi pesniki, ne. Smo se dogovarjali, da bi naredili eno knjigo. Jaz sem od takrat načrtil, da sem rekel, da bi rad z ozirom na neko zaščito tega osebnega dela, ki se je porazgubi in ki je tu in tam in so bili pa časi taki, da je veliko stvari šlo daleč stran na neke naslove, za katere niti ne vemo, da bi bilo dobro, da tisto, kar je dostalo, pa kar je nosilna rdeča nit, bi rekel, mojega dela, da jo vendar poskušamo prikazati v eni knjigi. Seveda, ideja za knjigo je dala takoj 3 avtorje besedil, kot sem rekel, potem pa seveda ta spremna aparat. Šlo je samo za slike, jaz se ukvarjam tudi za akvarelom, grafiko in tako naprej, ampak če bi šli na vsa področja, jaz mislim, da govora do oblikovalcev, da to ne je mogoče in da gremo pač za slike in jaz sem bil tudi na stališču, da kot slikar se lotevaš vprašanja slike najprej z risbo in tako naprej in ko pride, usporedno nastaja akvarel in v drugih tehnikah, to so zelo vrtljive, do tako se gledamo velika, vendar potem smo skupaj se odločili, da naredimo to v pregledu slik obleka, kot je bilo povedano. Torej, dejansko monografija obsega v slikovnem delu nekaj slik, ki sem jih oddal za sprejemni izpit na akademijo. Potem so zelo izpostavljene diplomske slike, kajti moja takrat orientacija za vstop v sliko v osnovnem tipu ekotudizma. To pa je bilo v času mojega študija z ozirom na nekatere profesorje na akademiji nekaj heretičnega in skozi to sem imel kar neke velike težave. Še posebej, ker sem, moram odkrito povedati, na pripravljalnem letniku leta 1953 profesorju odklonil, da stopil v politično stranko, v partijo takrat in to je povzročil neke zelo hude ukrepe, ki so pa bili, kot bi rekel, jaz sem samo slišal, zvedel in sem iskal pomoč pri profesorju Jaksu in Greglu in sta mi povedala, da ne bodo nekaj ukrepali proti meni. Vendar se je zataknil že pri diplomi, to je bil slučajno profesor, ki mi je vabil rektor in so se pogajali o oceni, ali me spustijo, ali zdaj pri profesorju Stupcu sem v indeksu odlično, pri dr. Čopičevi sem odlično, teoretično nalogo. Diploma je bilo to vprašanje, če me spustijo. Nakar je profesor Kos kot član komisije, ki ni nikdar bil moj profesor, prišel k meni in rekel, veste kaj, bili so tečni, ampak bo šlo. In sem dobila nizko oceno, ampak s tem nisem mogel pisati specialko za grafiko, ki je bila takrat pravzaprav najbolj vroča tema za vse slikarje grafike, kajti grafike se natisnil in si jih poslal na vse konce sveta in so se stvari zelo hitro promovirale. No,
seveda ta zgodba je daljša, jaz sem potem, oziroma to, da nisem mogel pisati specialke, šel nekaj v Nemčijo delati, zaslužil denar, si naredil svojo grafično delavnico in že leta 61 sem natiskal prve grafike. In 63 sem prišel skozi žirijo Ljubljanskega grafičnega bienala, mednarodno, se pravi, so akceptirali ta dela. No, potem po nasvetu nekih sem poslal to, ki je dobil tam veliko nagrado in tako se je meni ta prostor nekje, se rekel, hvala Bogu, razpadel. To je začetek bil, ki je pa bil pravzaprav zaznamoval vso mojo kariero. Sem potem še vzpostavljal delavnice za cvetotiske, recimo v okviru mednarodnega grafičnega centra sem bil zadolžen za to tiskarno, ki smo jo takrat naredili, ki je funkcionirala dolgo časa. Dobro, odlično, to da bi rekel, da 50 let slovenske grafike od leta Ljubljanskega bienala naprej do 2000 so to zvezdni trenutki slovenske likovne umetnosti. Kakorkoli vzamemo, pojavljala so se dela in razstave na vseh kontinentih in veliko tega dokumentiraga v moji bibliografiji, nekaj slikovnega materiala in s tem je res to zaključil, da če je kakšno vprašanje še z ozirom na odmerjeni čas. Ja, spremno študijo knjigi so napisali Tonko Marojevič, akademik Tonko Marojevič, žal že pokojni, akademik Niko Grafenauer in akademik Milče Komelj. In presenetljivo je, kako čisto vsi v vašem slikarskem opusu izpostavljajo pomen luči in svetlobe. In ravno ta kontrast med krvavim 20. stoletjem, ki ga omenja tudi seveda akademik Milče Komelj, in izjemna svetloba, za katero ugotavljajo neka vaša notranja luč, ki prežema vse vaše slikarstvo, seveda ustvarja ta, tako rekoč, neko celovitost slikarskega sveta. Ja, o svetlobi bi lahko govoril, dolgo časa sem se ukvarjal s tem kot simbolom, zelo pomembnim simbolom, kaj človeku pomeni in pravzaprav zelo veliko pomeni. In tudi se nisem oddaljil od tega, vendar so bile zgodne slike, kot bi rekel, jaz za sebe sem imel obračun za zgodovino na ta način, da je ta svetloba bila še zmeraj en vir, ki je razseval skozi ospredje, ki je bilo pa temno. Temno, kot je bila stvarnost za mene kot človeka, ki vstopa v svet, slikaka pravzaprav še zelo nejasna. Ko sem jo z druge strani osvetlil, se slika zelo leta 67 spremenil v eno prelomno obdobje, ki grem zelo v barvo. Seveda so te temno svetlo-temne slike po pojmovanju tistim, ki smo ga dobili na akademiji od profesorjev, kot je bil Stupica, kot je bil Pregel, kot so bile šole, kot je bilo obledovanje stvari, ki smo že, vemo, 58 bili študenti v Parizu, ko sem končal akademijo, prej leta 54 Benetka, je pomenilo to dejansko en prelom in eno razširitev, kot bi rekel, tega pogleda v vsa dogajanja sočasno. Ker to se zelo hitro dogaja, če pogledamo historijat prireditev, že v Ljubljani, recimo, če vzamemo moderno galerijo, malo galerijo, takrat je bilo izjemno veliko zanimivih avtorjev iz sveta, ki še danes pomenijo pravzaprav nek, kot bi rekel, železni repertoar tistega časa in umetnosti tudi današnje. Zdaj,
Seveda, sledila so potem druga obdobja prelomna, ne, do nekje tega trenutka, ko sem v nekem momentu rekel, pa dobro, človek Božji, ti delaš za svoj račun, loti se od črte naprej vseh teh vprašanj, ki jih in tle pridemo do teh konceptualističnih zadev, ki so v monografiji nakazane nekje, so pa to pravzaprav skoraj zaključeni opusi. Recimo, te črtne risbe so se v praksi pokazale kot izjemno izhodišče, kjer mi je profesor Ravnikar, ko je oblikoval Cankarjev dom, zaupal, da sem naredil poslikavo železne zavese s temi črtnimi zadevami in tam je celostranska, dvostranska reprodukcija tega, kot je rekel, velike slike 10x20 metrov. No, potem se te stvari nadaljuje do nekje leta 1984, sem smatral, da vse te izkušnje povzamem in jaz sam za sebe in še posebej Jure Mikuš, ki je napisal prvo mojo monografijo, sijajen tekst napisal, je bil to povzetek teh izkušenj in ta traja še zdaj. Najlepša hvala, žal, kot ste dejali, je naš čas seveda strogo odmerjen, tako da knjigo, monografijo slike smo že predstavljali v decembru na Slovenski matici, seveda pa jo bomo predstavljali še tudi po Sloveniji in morda smo si pri tem delu vzeli nekoliko več časa na tej tiskovni konferenci. Gre za res izjemen življenjski opus in verjamem, da bo doživela monografija tudi zelo prijazen odmev v medijih. In še vedno ostajamo znotraj likovne umetnosti. V tem okviru je nastajala tudi biografija Aleksandra Basina, ki je danes tudi z nami. To je pogled na likovno umetnost druge strani, če primerjamo s predhodno predstavljeno monografijo, torej kot literarnega kritika, kot likovnega kritika, galerista in seveda tudi kustosa, izjemnega selektorja, člana številnih žirij. Tudi to knjigo je uredila oziroma lektorirala Tadeja Petrovčič-Jerina, kakor tudi predhodno monografijo, zato se ji za to delo obsežno zahvaljujem v preteklem letu in sodelovanje s Slovensko matico. Vsekakor bi morda samo še, če dovolite, se zahvalila tudi Slovenija Les skupini za izjemno finančno podporo pri izdaji monografije akademika Jemca. Se gre za res velik finančni projekt. Nekaj malega pa je prispeval tudi SAZU. Obris mojega časa pa je literarni projekt Slovenske matice, vendar prav tako smo z avtorjevo pomočjo dobili tudi podporo mestnih galerij, Muzeja Ljubljana ter BTC, tako da se tudi na začetku predstavitve te knjige njim zahvaljujem za finančno podporo. Gospod Basin, to je nekako, doživeli ste literarno pohod ali pa pot, refleksijo skozi svoje delo, svoje življenje, kako je nastajala, kako je bilo pisanje te knjige v primerjavi z vašo seveda likovno kariero, o kateri knjiga govori. Izvolite. Odločitev z avtobiografijo v tako zvanem mojem prostem času, ki ga je narekoval COVID, oziroma rezimiranje mojih genius loci prostorov nastanka, v katerih se je izoblikovala, rasla moja profesionalna osebnost. To je na kratko prvi vtis, ki ga lahko zabeležim v svoji knjigi. Razdelitev na 15 poglavij in od tega 4 genius loci, če jih imenujem, da so bila to leta odraščanja, univerzitetni čas, čas, ki sem ga
preživel kot tajnik Akademije za likovno umetnost v Ljubljani in potem 20 let mestne galerije. Vmes pa, kar dokazuje večje število poglavij, vrsta različnih, bolj ali manj dogajanj, vezanih na mojo kritiško dejavnost, ki je postala izhodišče za sodelovanje v različnih strokovnih organizacijah. Vztrajal sem v kritiško-publicistični dejavnosti tudi v letih, ko se nikakor nisem mogel dokazati, uporabljam ta morce, grob izraz, ki sem ga v moji knjigi tudi objektivno upravičil in razkril vzroke, ki mi niso omogočili mojega življenjskega cilja delovati v muzejsko-galerijskem področju. Vstop mene kot 50-letnika mi je narekovalo hitre in pomembne odločitve pri selekciji umetniških nastopov, pri čemer, to moram priznati, sem se v veliki meri oprl na kritiško prepoznavanje umetnostnega dogajanja v svetu, se pravi tudi izven slovenskega, zame vedno preozkega prostora. Razstava v znameniti italijanski Vili Manin, prenos te razstave na Dunaj in nato še v bližnjo hrvaško prestolnico, pod nazivom Magija umetnosti, protagonisti sodobne slovenske umetnosti v letih 1968 do 2013, ki sem jo uresničil že v svojem upokojitvenem času, mi je pomenila dokončno satisfakcijo, seveda zaradi pozitivne odmevnosti v tujini, ki pa jo je vendarle spremljalo majhno razočaranje, saj nisem v slovenskem domačem prostoru našel prostega razstavnega termina. Če rezimiram obris mojega časa kot sprostitev lastne spominske peze, priznam, da sem se zanesel na svoj spomin, saj v prostoru, kjer sem ga začel pisati, nisem imel na razpolago točnih časovnih determinant, ki sem jih seveda na povratku v Ljubljano predvsem skrbno preveril in dopolnil. Zanimivo, da ob tem pričevanju nisem nikoli pomislil na tako zvano konfabulacijo, se pravi na vživljanje v spomine s tako močjo, da sam sebe prepričaš, da so se v resnici zgodili, pa se niso. Ja, pa vendarle, zdaj ste se v tem nagovoru dotaknili bolj ali manj svojih, bi rekla, likovne poti, pa vendarle obris mojega časa vsebuje tudi nekatere vaše življenjske postaje, druge, ki so presenetljive, zato je to tako, bi rekla, vendarle zelo zanimivo branje. Kako ste se pravzaprav preobrnili iz prvotno pravnika v likovno publicistiko in tu tudi ostali. Zdaj ob branju vaše knjige pa vendarle, če primerjamo z uvodnim nagovorom akademika Jemca, izhaja, da likovna umetnost v tem času, kot ste jo izkušali, ni bila tako zelo kot recimo literarna, podvržena cenzuri. Tovrstnih zapisov v vašem obrisu mojega časa ni. Da so morda tukaj bile vendarle, bi rekla, politično manj intenzivne intervencije in da je vendarle selekcija temeljila na bolj ali manj strokovnih odločitvah. Lahko danes kot rezime časa, v katerem ste v glavnino delovali, ugotovite prav to? To sem pravzaprav in sem temu prepričanju svojem, ki sem ga doživel, posvetil v posebnem poglavju, kjer govorim o tako zvani Zvezni komisiji za likovne stike s tujino, ki sem ji predsedoval približno 4 leta. Tu sem posebej opozoril na
selekcije, ki smo jih takrat v prostoru nekdanje skupne države oblikovali skupaj na sejah in kjer nismo občutili nobenega pritiska, kljub recimo na to posebej opozarjam, da je bil to čas, ko je bil predsednik Tito znameniti govor v Splitu, kjer je govoril pravzaprav proti abstraktni umetnosti, ampak za kontrast temu lahko povem, da naša komisija takrat ni dovolila izvoza tako zvane naivne umetnosti jugoslovanske. To je ostalo vse v okviru pravzaprav hrvaškega prostora, kjer pa seveda je treba opozoriti, da je pa hrvaški prostor takrat začel z eno najpomembnejšo likovno predstavitev tako zvane nove tendence, ki so pogojile potem posebej bienale in kjer sem sodeloval tudi posredno kot kritik, nikoli nismo občutili prepovedi ali cenzure, tako kot je kolega Jemec na to tudi upozoril, saj tudi sam bil pravzaprav vedno abstraktni slikar. Hvala lepa. Tudi vašo knjigo smo že kar precej predstavljali in sicer tako v Ljubljani, Piranu, tudi na Slovenski matici. Tako da je zdaj pač čas, da jo začnemo intenzivno, da jo začnete intenzivno brati. Hvala, Aleksander Basin. Zdaj pa dovolite, da nagovorim urednico tegale zbornika Slovenski mediji, nekoč v Italiji, nekoč in danes, gospod Nadio Rončeli, tudi urednico Mladike, ki je prijazno prevzela urejanje knjige in sicer člankov in prispevkov, ki so nastali v okviru že omenjenega simpozija na Slovenski matici. Slovenska matica namreč načrtuje cel cikel raziskav in pogovorov o medijih v zamejskem prostoru, torej tako v Italiji, posvet o medijih v Avstriji, slovenskih medijih v Avstriji je potekal jeseni 2022 tukaj na matici, za leto 2023 pa načrtujemo posvet o slovenskih medijih na Madžarskem in na Hrvaškem. In seveda vse ti bodo išli v samostojnih publikacijah, tokrat prva slovenski mediji v Italiji, nekoč in danes, pa prosim za predstavitev tako posveta oziroma vsebine, kot tudi seveda prispevkov in avtorjev. Izvolite. Hvala lepa. Zbornik o slovenskih medijih v Italiji nekoč in danes vsebuje 15 referatov. Naj samo povem uvodoma, da je bil pojem medijev na posvetu široko zastavljen, saj ni upošteval samo tradicionalna komunikacijska sredstva, kot so časopisi, radio in televizijo, ampak je vključil še revije, tudi otroške in založbe. V zborniku po uvodnih pozdravih predsednika Slovenske matice Aleša Gabriča in tedanje ministrice Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklič si sledijo referati. Začne se pri založbi Mladika, recimo Nadia Rončeli jo predstavi kot dejavnik ohranjanja in razvoja slovenstva v Italiji, ker založba Mladika izredno verjame v pojem slovenstva, ki lahko povezuje vse Slovence, kjerkoli živijo v svetu. Založba se trudi udejanjati vlogo mostu med slovensko in italijansko kulturo v Trstu, tudi s prevodno literaturo, predvsem pa njen prvenstveni cilj je vrednotenje slovenskih avtorjev v Italiji. In takih tem in vsebin, ki so bistvenega pomena za Slovence v Italiji.
iz podobnih, recimo, predpostavk izhaja tudi založništvo Tržaškega tiska, ki ga zastopa v zborniku predsednik Ace Mrmolja, ki tudi ravno tako veliko vlaga v prevodno literaturo. Mrmolje pa tudi izpostavi težave pri promociji knjig v osrednji Sloveniji, torej tudi potrebo po večji pozornosti in večji vidljivosti. Goriško Mohorjevo družbo, torej 100-letno založbo, ki deluje predvsem v goriškem prostoru, je predstavil monsinjor Renato Podbersič, ki je prav tako izpostavil to funkcijo, vlogo Goriške Mohorje, torej vrednotenje domačih, lokalnih, slovenskih avtorjev v Italiji, predvsem z goriškega prostora, ampak tudi vse v takih, recimo, kriznih trenutkih, ko število bralcev upada, potreba po povezovanju s sestrskimi založbami Mohorjeve družbe, torej priprave skupnih projektov, tudi izdaje knjig v italijanščini, predvsem po letu 1996, in recimo po nekaj let po slovenski osamosvojitvi. Pokaže se tudi potreba po prehodu na digitalne oblike ponudbe vsebin, kar je recimo izziv vseh založb v Italiji. Marko Tavčar kot glavni urednik slovenskih informativnih sporedov Raj v Italiji, poleg zgodovinskega razvoja radijskih sporedov že za časa anglo-ameriške uprave in novejših televizijskih programov od leta 1996, Slovenci jih imamo približno 30 let, poudari tudi pomen po vlaganju v nove tehnologije. Odgovorni urednik Primorskega dnevnika, torej edinega dnevnika Slovencev v Italiji, Igor Devetak, poudari vlogo dnevnika kot glasnika slovenstva in utrjevalca slovenske identitete. Poudari pa tudi, da to gre za časopis, ki se v tem trenutku lahko pohvali z zelo mladim kadrom. Ivo Jevnikar poroča o reviji Mladika, ki tudi veliko vlaga kot založba, ki je izdajateljica revije, v pozornost do vseh treh Slovenij. Jurij Pal, urednik tednika Novi glas, predstavi tudi 25-letno tradicijo časopisa oziroma tednika. Veliko pa poudari tudi potrebo po, da bi bil tednik v koraku s časom, torej tudi s objavami na spletnih omrežjih, torej na socialnih omrežjih in na svojem spletnem portalu. Zelo zanimivi so tudi zanimiva prispevka iz Benečije, namreč Miha Ovid predstavi glasilo Slovencev v Furlaniji, Novi Mandajur, tednik. Članki so v tem glasilu objavljeni v slovenskem in italijanskem jeziku ter v slovenskih narečjih. Tale časopis je v zadnjih letih tudi okrepil povezavo z Zgornjim Posočjem. Luciano Lister, novinar pri 14-dnevniku Dom, ki je prav tako namenjen Slovencem od recimo Višari do Reze, torej v Nadiški in Terski dolini, Kanalski dolini in Rezi. Zanimiv, če lahko poudarim tale prispevek, pravi, da časopis je bil ustanovljen kot časopis za nepismene Slovence, ker namreč je Slovence naučil slovenskega knjižnega jezika, saj se o določenih temah ni dalo govoriti, pisati samo v narečju, recimo o zunanji politiki, o verskih, teoloških vprašanjih. Zato tale 14-dnevnik, ki je bil nekoč mesečnik, je opravil veliko kulturno vlogo in še vedno jo opravlja pri utrjevanju zavesti pri slovenskih ljudi, predvsem na nekem območju, kot je Benečija, ki je bila veliko desetletij pod udarom skrajno proti slovensko naravnani italijanski politiki.
Sledi tudi referat Aline Karli, urednice otroške revije Galeb, ki se uporablja tudi pri pouku v prvih 2 triadah slovenske osnovne šole v triadi. Ravno tako otroška revija Pastirček, ki je predstavil urednik Marjan Markežič. Tudi v tem primeru revija veliko sodeluje in krepi sodelovanje z učitelji, osnovnimi šolami, starši, učenci in jih veliko spodbuja, da sodelujejo, da pišejo, ustvarjajo, se javljajo na tečaje, tako da tudi na tak način želi gojiti in utrjevati slovenstvo med mladimi bralci. V drugem delu zbornika sledijo referati profesorice Vesne Mikolič, ki jih poučuje na univerzah v Kopru in Trstu, ki obravnava problem tiska ob slovensko-italijanski meji. Novinar Bojan Brezigar se nekako vse sprašuje in potem nakaže značilnosti oziroma drugačnost slovenskih medij v Italiji. Recimo lahko obregne se ob članek novinarja Večera, ki je opozoril, da je jezik slovenskih medijev v Italiji nekoliko zastarel, ker je nekako tako bolj morda zelo vezan na neko knjižno tradicijo in ne sledi razvoju živega jezika kot je v Sloveniji. Hkrati pa poudarja veliko pluralnost slovenskih medijev v Italiji in spoštovanje do institucij. Profesor in pisatelj Primož Sturman opozarja na nekako indiferenco Slovenije do avtorjev in tudi do medijev, do slovenskih medijev v Italiji. Pesnik in profesor David Bandel pa v svojem eseju nekako razmišlja o literarnih, kulturnih revijah v Italiji, o potrebi po ustanovitvi o poskusih po ustanovitvi nove literarne revije, poskusi pa so v glavnem nekako neuspešni. Torej vsak referat je tudi opremljen z fotografskim gradivom. Sledijo še kratki odlomki iz referatov, tako da si na kratko že lahko jih preberete in ugotovite, za kaj gre. Biografije vseh avtorjev. Če lahko na koncu še par takih zaključkov podam. Torej, kljub raznolikosti medijev, ki so predstavljeni v zborniku, torej gre za en dnevnik, za 2 otroški reviji, eno revijo recimo za splošno revijo, kulturno revijo, 3 tednike, 3 založbe, radio in televizija, ki delujejo v zelo različnih geografskih okoljih, torej Trst in Gorica, ki imata že eno tako kulturno, zgodovinsko tradicijo, Benečija pa, kot sem omenila, je bila od nekdaj pod stalnim protislovenskim udarom. Vse te medije združuje nekaj skupnega. V prvi vrsti skrb za jezik, za slovenščino, ki je v jezikovno vse bolj mešanem prostoru pod udarom, recimo kot morda ne veste, slovenske šole v Trstu obiskuje vse več otrok iz mešanih družin oziroma sploh iz čisto italijanskih družin, torej jezik postaja problem. Urednica otroške revije Galeb opozarja, da se včasih učiteljice pritožujejo, da je jezik v reviji za otroke pretežek. Zato so tako Pastirček kot Galeb začela uvajati take jezikovne kotičke, kjer se otroke uči jezik. Kljub opaža se povsod fiziološki upad bralcev. Pretresljiv je podatek Goriške mohorjeve družbe, da je leta 1921 izdala tale komplet knjižni dar, je tiskala v 22.000 izvodih, trenutno pa se pesniška zbirka tiska v približno 150 izvodih. Torej, potreba po pridobivanju novih bralcev, novih poslušalcev, torej tudi če gre za nek fiziološki upad, ki seveda v manjšem manjšinskem prostoru ta upad še toliko bolj opazen.
Recimo radio doživlja novo življenje, ki se ga sicer ne poslušamo več z radijskim aparatom, ampak preko računalnika, torej potreba po vzgajanju novih bralcev, novih poslušalcev, seganje po digitalni ponudbi, po večja prisotnost na socialnih omrežjih, Facebook, Twitter, večanje hitrosti poročanja, ne, to so skupne potrebe, vendar mislim, da glavni poudarek, najpomembnejše dejstvo pa je prav to ohranjanje jezika in poglabljanje narodne pripadnosti pri vseh teh medijih. Najlepša hvala, gospa Nadja Rončeli, za to izčrpno predstavitev zbornika o slovenskih medijih v Italiji nekoč in danes in seveda predvsem za osvetlitev, kako zelo pomembni so mediji v zamejstvu za ohranjanje slovenskega jezika. Slovenska matica je od svojega nastanka dalje v bistvu izrazito poudarjala pomen enotnega slovenskega kulturnega prostora, da se torej ne konča slovenska kultura na mejah današnje slovenske države, to stališče ohranjamo danes. Samo opozorimo naj na pomen recimo Rutarjeve Beneške Slovenije za utemeljitev sploh pojma in zavesti o Beneški Sloveniji v našem prostoru, tudi matičnem. Tako da to tudi s podobnimi projekti in izdajami recimo tudi pesniških zbirk, kot so David Bandel, Pakvalja in drugi v naši zbirki Mozaiki, ohranjamo predstavljanje zamejskih Slovencev in njihove literature tudi v našem prostoru in nenazadnje smo uspeli končno doseči tudi po zaslugi že omenjene ministrice Helene Jaklič, da je prvič v nacionalnem programu za kulturo, ki velja 2022 do 2029, izrazito vpisan enotni slovenski kulturni prostor kot tisti, za katerega mora seveda država Slovenija tudi skrbeti na kulturnem področju in to je zelo, zelo pomembno. Tako da hvala vsem, ki so predstavili ta prvi sklop knjig. Hvala, zdaj pa vabim, da se nam pridružita še akademikinja, profesorica, dvojna doktorica Marija Stanonik in pa profesor Janez Pipan. Prva bo predstavila tudi tole knjigo, obsežno knjigo. Obsežno knjigo Ljubezen na daljavo. Moževa pisma ženi Aleksandrinki v Egiptu. Izvolite. In pa profesor Janez Pipan, ki bo predstavil izdajo treh dram, Molierovih treh dram, Šola za žene, Kritika šole za žene in Improvizacija v Versaju v naši zbirki, ki smo prav tako uživili vezana beseda. Akademikinja, doktorica Marija Stanonik, je v knjigi Ljubezen na daljavo seveda ob obsežnem tudi spremnem gradivu in analizah in študijah, ki so jih prispevali različni raziskovalci z področja, ki raziskujejo vprašanje aleksandrinstva slovenskega na Slovenskem, je uspela pridobiti pisma, ki jih je dal na vpogled vnuk gospoda Vetricha. To je bil dedek, njegov dedek, ki je ženi Aleksandrinki 4 leta pisal ljubeča, pretaljena, dragocena pisma, ko sta se morala zaradi seveda finančnih zahtev ločiti. In knjiga je za branje izredno presunljiva, kaže na subtilno naravo, značaj gospoda Vetricha, svoji ženi v stiski, ko mu zaplenijo tudi premoženje, ko mu grozi zaplemba premoženja, piše
tudi pesniške besede, kot je ta hiti, hiti, oh nazaj, moj in Irenikin zlat pozdrav. Oh, valovi ga spremite in železni kačine, torej vlaku ga izročite. Ona črncu ga da, črne gospe ga izroči. Gospa žnin, vesela naproti ti z njim prihiti, da srce se to razveseli. Skratka, kako ste sami, akademikinja Stanonik, doživljali, ko ste prvič prebirali ta pisma? Veliko je bilo v zadnjem obdobju povedanega seveda že o aleksandrinstvu, vendar ta neposredna pričevanja dajejo neko novo dimenzijo. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Počaščena sem, vesela sem, da lahko to knjigo predstavljamo tudi tam v krogu v Ljubljani, čeprav sem si izrecno želela, da knjiga izide na Primorskem, da s tem počastim Primorce, ker mislim, da najbolj čutijo sami sebe, prebivalci pokrajine Komorje, odkoder so ta pisma prihajala v Egipt. Skratka, doslej je bilo vprašanje aleksandrinstva v prvi polovici 20. stoletja v več objavah obdelano le z ženske strani, s poudarkom na ženskah, ki so se odpravili v Egipt, kjer so bili deležne eksotičnosti tujega sveta in svetovljanstva, tako vsaj se je v našem prostoru tudi marsikdaj predstavljeno. Tokratna monografija mu prvič, namreč aleksandrinstvu, postavlja ogledalo z moške strani na podlagi pisem skrajno osamljenega moža, ki je po odhodu žene v Egipt ostal doma s komaj 1- ali 2-letno hčerko na domačiji, ki so mu jo kljub njegovim skrajnim prizadevanjem prodali na dražbi, da se je moral izseliti iz nje. Oddaljeni ženi, katere bližine si želita njegovo telo in dušo, si vsaj enkrat na teden daje duška, da si izmenjate novice in čustva v pismih, ki so za tokratno analizo prvovrsten in izviren vir za zgodovinopisje, sociologijo, etnologijo, teologijo, jezikoslovje, literarno vedo, nazadnje odlična podlaga za roman v pismih. Imela sem pred očmi Alojzija Rebula, mislim, da je bil odličen roman napisan, ampak ne mi zameriti, vtisem pa imela, da je tudi že ta knjiga nekaj vrste tak roman. Prijav vnuki Senona, avtorja ohranjenih pisem, spominjajo bežno, bolj jim je ostalo v spominu Nona, torej Aleksandrinka. Na kratko opišejo njeno družino, ko se mu je žena končno le vrnila iz Egipta vse do njegove rane smrti. Sledijo znanstveni članki, zgodovinar dr. Aleksij Karc, zgodovinski kontekst o aleksandrinstvu na splošno in posebej na Goriškem, etnologinja Marjeta Malešič, ki je pisma tudi transkribirala, za kar se mi tudi tukaj dolžna iskreno zahvala, oriše problematiko Aleksandrink iz Vipavske doline in mesta vključevanja v pisovanje Ivana Vetriha žena v Egiptu. Jezikoslovka profesor dr. Danila Zuljan je obdelala narečje iz okolja, odkoder so ohranjena pisma. V tuje Črniče in Vipavska dolina. Slovenistka Urška Pirjevec se ji pridružuje z analizo spominskih pripovedi ene od Aleksandrink, svoje babice, kar omogoča izjemno soočanje z novo odkritim virom. Gre za 70 pisem, ki jih je pisal moški na roke v obdobju fašizma od 1931. do 1935. Večinoma zvečer ali po noči s peresom, ki ga je moral neprestano pomakati v črnilo. Nam si to težko predstavljamo, zato to posebej poudarjam. V veliki stiski zaradi ženine odsotnosti, njemu samemu pa je ostala 1-2-letna punčka in zadolženi dom, ki ga je zaman skušal rešiti dražbe, brez vsakršne opore domačih, ki jih pravzaprav ni imel. Navzven je snov pisem urejena po etnološki sistematiki, z besedilne strani pa so analizirana po literarno-zgodovinski metodi, da je tako čim bolj očiten ves potek njegove drame,
pa tudi vsebina pisem, ki je avtor se sploh ni zavedal, da piše ženi pesmi. Ko se je na to njegovo pismo lepo uredilo po vrsticah, je nastala pesem. Imamo kar nekaj zgledov takih v knjigi. Veliko zaslugo za skrbno urejeno knjigo ima urednica založbe Anales v Kopru, gospa Alenka Obid, ki se ji za požrtvovanost zahvaljujem tudi na tem mestu, ter omenjeni založbi in Slovenski matici, da sta knjigo uvrstili v zbirko Razsežnosti slovenstva. Na to sem res ponosna. Hvala lepa. Hvala tudi vam, pa vendarle še nekaj vprašanj. Morda nam nekoliko bolj osvetlite, kako ste vi prišli do tega gradiva? Ja, vsaka stvar je za kaj dobro. Poškodovala sem si noge, da sem morala počivati, ležati. Zato sem dobila obisk in prišel me obiskati vnuk tega Ivana Vetriha. In potem smo se pogovarjali najbrž tudi o mojem delu, da sem natančno že pozabila. In je rekel, ja, se to imam pa jaz tudi, imam neka pisma, jih hranim, pa ni vedel, kaj bi z njimi. Jaz sem rekla, lepo prosim, čim prej mi jih prinesite, zdaj imam tak najboljši čas, da to preberem. In sem potem dobila ta pisma v roke. Moram priznati, da so tukaj neverjetno dobro prečiščeno, predstavljeno, ker v originalu brati je bila to strahotna muka. Vsaj pri nekaterih že zelo slabo se vidijo, so zbledela, predvsem se pa vidi, kako je bil avtor pogosto zelo pač notranje razrvan, nervozen, nesrečen in je njegova pisava bila nemogoča, na kratko povedano. Ampak kljub temu smo se skrajno muko, jaz in vsi tri, skratka Marjeta Mališič, ki je prva transkribirala, še prej seveda jaz, no, ampak ona in potem tudi Alenka Obid, pa potem njegovi vnuki, da smo tudi tiste besede, ki jih nismo mogli nekako prebrati, nekaj jih je še ostalo takih, no, da smo to transkribirali. No. Ampak kljub temu sem pri priči, ko sem prebrala prvo, drugo pismo, vedela, da moram zanje nekaj napraviti. In potem je bila to zelo dolga zgodba. Ko se je bila že transkribirana, se je nekaj zelo zapletlo, se mi je zdelo, da slabo je kazalo, no, da bo lahko se kdaj to izpeljalo, ampak sem bila trmasta, če hočete, vztrajna, skratka, nisem izdelo, če smo že tako daleč prišli, nisem si dovolila, da bi se zadeva ne prišla na dan, kot vendarle je. Iskala sem tudi kar nekaj založb primorskih, ker sem res želela, da izirajo najprej na Primorskem. Pa žal pri nekaterih, za katere sem pričakovala, da je to zanje samoumevno, da bi pri njih išla, nisem dobila posluha. Jaz sem pa zelo zadovoljna, da je to prevzelo založbo Anales, ker ne znam si predstavljati, da bi se kdo tako potrudil za tako dober izid, kot se je Alenka Obid. Ja, tudi Slovenska matica se seveda na tem mestu iskreno zahvaljuje gospe Alenki Obid, ki je res opravila izredno uredniško delo in seveda zbirki Anales in založbi Anales, v okviru katere izhaja zbirka Razsežnosti slovenstva, ki jo ureja tudi članica našega upravnega odbora, doktorica Vesna Mikulič. Morda samo še za konec predstavitve te knjige, neverjetno presenetljivo je še nekaj. Poleg izjemne ljubezni moža, ki seveda ženo kliče zlata moja, Ajla, draga moja, in jo ves čas zelo čuteče naslavlja nadaljavo, je presenetljivo tudi to, kako kljub vsem svojim pretresom, nenazadnje so mu pobrali premoženje, odsotnosti žene in tako dalje, ves čas verjame v to, da bo Bog, ima izredno globoko vero, spričuje in kako bo Bog zagotovo rešil vse težave. Ta mu je pomagala živeti, drugače ne bi vzdržal, ker je bil že popolnoma depresiven in če tudi končno bi se moral zaradi tega zdraviti, pa ni imel denarja za zdravila, mimo grede povedano. Kadar je pa kaj dobil od žene, ker ga mu ona očita, jaz se ti sem ti poslala, pa kako? Je pa dal vedeti, da je komu drugemu dal, ki je
po njegovem še bolj rabil kot on sam. Skratka, izredno lep značaj. No. In ti njegovi vnuki, bom kar javno povedala, to ni v prazno, vsi trije so duhovniki. Ampak drugače je imel pa potem 8 otrok. Tukaj vidite, kakšno lepo družino ste še potem ustvarili. To je eden redkih primerov, kjer je družina ostala skupaj, ker te aleksandrinske družine so veliko tragiko doživljali, veliko družin je žal takrat razpadlo, pa so bile domačije rešene ali ne. To je veliko tragike od zadaj. Marsikdaj, mogoče, no ne vem, da ne bom enostranska, ampak vtis imam, da ta eksotičnost pa svetovljanstvo, iz katere so marsikdaj te ženske, te žene predstavljene, je ena plat, druga plat je pa tisto tragična, ki je doma se nastajala, no, oziroma odvijala. Ja, morda hvala tudi vam, morda samo za popuščino pismo Ivana Angeli v Batujah, 11. januar 1934, kako je pisal: sonce se je nagnilo, mrzlo postaja. In kaj je novega ali žalostno? Zvonovi so se oglasili v naši fari, ljudje hitijo, da pokropijo in sprejmejo do groba pokojno Jožefo Vetrih, strino Kraševo, ki jo je prav na lahko in v smrtni borbi Bog poklical pred sodbo. In tako dalje, in seveda potem končuje: večna luč naj ji sveti, amen. Ravno isti dan je umrl, pa bolj pozno še Carlos Lančov, tvoj sosed. Pogreb se bo vršil pa jutri, dne 12.1. Ajgla, no viš, tako bomo šli tudi mi. Leta bežijo, dnevi hitijo, ure še bolj. In Bog nas bo poklical pred sodni stol in vprašal nas bo: kje imate venec dobrih? In tu manjka najbrž del. Tako tečejo ta pisma, več pa berite. In zdaj seveda še profesor Janez Pipan in poklon 400-letnici rojstva velikega dramatika, komediografa Žana Baptista Poklena Moliera je izdaja 3 dram, ki jih je prevedel Aleš Berger. To so Šola za žene, Kritika šole za žene in Improvizacija v Versaju. Prva Šola za žene je bila prevedena že za uprizoritev v ljubljanski drami. Drugi 2 drami je avtor pripravil za to knjigo in to je išlo v zbirki Vezana beseda, ki smo jo pred leti prav tako oživili v Slovenski matici. Izredno obsežno in seveda spet temeljito, kot zna samo on, spremno besedo je pripravil Janez Pipan. Zato vam predajam besedo, ker boste veliko bolj imenito kot jaz uspeli povedati temeljne izhodišča in seveda zakaj izdaja Molierovih dram danes. Izvolite. Hvala lepa. Danes jutri sem prišel sem na hitro pobrskal po Ovisu in če se ne motim, je to prvi Molière v Slovenski matici, vsej njeni zgodovini. Veseli me, da so v načrtu objave še nekaterih drugih njegovih komedij. 401 leto mineva od teh dni od rojstva Žana Baptista Poklena, ki se je 20 let pozneje, 21 let pozneje po svojem rojstvu preimenoval v Moliera in ga pod tem imenom poznamo do danes. Zakaj te 3 komedije? Zakaj skupaj? Zato, ker so povezane, ker sta Kritika šole za žene in Improvizacija v Versaju nastali kot nekakšna posledica odzivov na Šolo za žene, ki je bila prvič uprizorjena po božiču leta 1662 v Parizu.